Dobrodošli, torej udobno se namestite. Katja, že vidim, da uživa na vrtljivem stolu. Za vas pa zdaj tudi naloga še enkrat, gremo na slajdo, prosim, zato da se naši gostje lahko udobno namestijo, prižgejo mikrofone in da nam date nekaj idej za začetek pogovora. Kakšna je vaša ključna motivacija za doseganje uspeha, nas zanima. Ja, vidim, da prihaja motivacija iz različnih koncev. Odlično, najlepša hvala. Tako, zdaj to vprašanje nazadnje pokazalo tudi to, da je seveda uspeh vedno rezultat nekih več plasti, več tipov motivacije in prav o tem se bomo zdaj poglobili v današnjem pogovoru. Morda za začetek, kako ste se znašli v športu, v kulturi, v umetnosti, kot ste se. Je to nekaj, kar ste sledili svojim sanjam, je nekaj, kar ste, lahko rečemo, prinesli na svet, ali je to bolj stvar nekih spleta naključij? Morda, če začnemo, ker Lara, pri vas par sekund in bo delala. Okay. Evo. Jaz sem v bistvu začela s 5 leti in sem se sama odločila za violino že v bistvu takrat, ko sem šla na en koncert in tam sem slišala violino in potem sem bila zelo tak trmast otrok in sem rekla, jaz bom to igrala zdaj takoj. In so me potem na srečo starši in družina in vsi pač podprli in potem je to postala moja kariera in moje sanje. Žiga, kako je bilo v vašem primeru, je bil tenis vedno prva in edina izbira? Ja, najprej pozdravljam vsi, hvala za povabilo. In ja, tenis je nekako me predstavil moj oče. V bistvu je on igral tenis pač za sebe, rad je imel tenis, vsako popoldne prišel v klub in je igral. In pol ja, ko sem jaz bil star, ne vem, približno 3 leta, sem ga vprašal, če lahko še jaz z njim odigram, ko je on odigral. In ja, tako se je v bistvu začelo, najprej bilo bolj za hec, odzmeram sem res užival v tenisu in ja, to se je pol naprej stopnjevalo, kasneje sem tudi bolj resno začel trenirati. In pa ja, glede vzornika, moj vzornik je bil zmeram Rafael Nadal, španski teniški igralec. Bil je znan po borbi na igrišču in pa zelo dobrem mindsetu. Ja. Tako da njega sem res užival gledati po televiziji, probal sem biti kot on, čeprav moja igra ni glih najbolj podobna njemu, on igra z levo roko, jaz igram z desno roko. In pa ja, v bistvu tako se je pol naprej stopnjevalo, ampak ljubezen do tenisa je še kar tukaj. Super. Katja, tudi pri vas kakšna slavna oseba, kakšen idol, ki vas je prepričal za to, da stopite na smuči in se spustite po strmini navzdol? Seveda lep pozdrav tudi z moje strani. Ne, jaz sem bila vedno tista oseba, ki nisem imela vzornikov. Tudi ko sem tu iskala moj odgovor, je bil najbližje tisti, ki je bil večini v dvorani tudi enak. Ampak ne mogoče toliko ta velika tekmovanja v tistih mladih letih, ko se odloča za nek šport, je predvsem ljubezen do športa. In to je pri meni prevladalo. In ta, ne vem, tisto, kjer se počutiš nekaj, kaj počneš, delaš dobro. Meni je bilo vedno izziv, ko gledam moje otroke danes, ki jih je treba mogoče za vsako stvar malo bolj potisniti, kot pa takrat, ko so meni starši rekli, ti si se zbujala v soboto, pa nedeljo in z veseljem šla v mraz, v sneg in oddelala svoj trening. Teda to mogoče razlikuje vrhunske športnike od pa, bom rekla, povprečnih športnikov. Super. Peter, kako je v vašem primeru? Zagotovo ste vzornik v svoji družini kot najstarejši, pa hkrati zagotovo med publiko tudi kdo, kateremu ste vzornik. Kako ste se vi, bomo rekel, znašli v športu, v svetu smučarskih skokov? Ja, lep pozdrav. Jaz bom še kar najbližji zgodbi Katje, ki je tudi nekako, bom rekel, splet okoliščin prenesel to, da sem se jaz v smučarskih skokih znašel. Seveda, ko smo imeli še kaj snega po zimi, tudi na Gorenjskem, ne samo na smučarskih središčih, sem jaz pač okrog hiše postavljal te kuclje, začel skakati, postali so vedno večji. S časoma me je oče začel peljati v klub
In tam smo prišli na kup isto misleči in nas je bom rekel, to druženje in veselje do športa gnalo naprej. Zdaj bi se pa navezala na to in me zanima, kdaj se je pa potem to veselje, pa te neke sanje, otroška igrivost spremenila tudi v strategijo. Peter, kdaj ste prvič ugotovili, da ste pa vseeno del nekega kolesja, da imate tempo, da so pričakovanja okolice na vaših ramenih? Kdaj ste prvič to začutili? Ja, v bistvu s časoma, ko nekako rasteš, se razvijaš, pridajo tudi vedno boljši rezultati, bolj zahtevne tekme, pol pa nekako, ko sem relativno zgodaj vstopil v svetovni pokal, pol pa vidiš, da to ni več hec. Vaška tekma. Tako, še zmeraj je dobro, da nekako je pri tebi to v narekovajih šport še zmeraj igra, ampak ta igra malo več šteje. Takrat je pa pol na športniku oziroma skoraj mladostniku, a se bo odločil in za to živel, ali bo samo še s tem ukvarjal in takrat se pol naredi razlika, ki te lahko zapelje na vrh ali pa ostaneš v povprečju. Katja, kako ste vi občutili ta preskok? Kako ste skušali ohranjati igro in nosili tudi pritisk? Mogoče je bilo pri nas drugače. Mi smo bili vseeno ekipa, ki, bom rekla, smo delovali eno z drugim. Ta prehod se je zgodil postopoma. Ni bilo tisto, rekel, zdaj, ne vem, zdaj sem tukaj, jutri bom pa naenkrat nekje v nekem drugem vrhunskem nivoju. Ne. Pokaže se že v mladih letih, da, ne vem, da si nadarjen, da imaš neke predispozicije, da si lahko enkrat vrhunski in to gradiš. Ne. In z vsemi temi koraki, ki prihajajo, potem pač naenkrat padeš v to kolesje, kjer pa, tako kot je rekel Peter, pa gre vse skupaj res zelo zares in takrat se tudi marsik pri katerem športniku lahko zgodi tisti, prvo vseeno so to neke obremenitve, ki pa ni nujno, da jih vsak lahko tudi prenese. In tukaj je splet zelo različnih okoliščin, ki te potem prinesejo do konca poti. In se mi zdi, Žiga, da ste vi zdaj prav v tem kolesju, se pravi, želeli ste si igrati tenis, po možnosti z očetom, potem še s kom. Zdaj ste pa medijska osebnost, blagovna znamka, nadarjen človek, za katerega se tepejo športni giganti. Kako vam to zveni? Ja, v bistvu nekako ta preskok se je začel, ko sem bil star približno 13 let. V bistvu sem začel tekmovati bolj na evropskem nivoju, na tekmovanjih Tennis Europe, kjer so še ostali športniki iz vse Evrope in smo se pač z njimi pomerili. In takrat sem v bistvu nekako začutil, da obstaja še kaj več kot Slovenija in sem dobil še nek dodaten zagon. Začel sem po končani osnovni šoli, sem tudi začel trenirati v Italiji, čist tam pri francoski meji, tako da tudi sem bil v bistvu mal ločen od tega slovenskega okolja, zgubil sem mogoče malo stika s prijatelji, družine nisem videl toliko veliko, tako da je bila še to neka druga izkušnja za mene. Tam sem tudi v bistvu zelo veliko napredoval, zdaj trenutno treniram v Španiji, tako da še kar nisem doma, ampak sem še kar v tem kolesju nekako. In se dobro znajdete, vam ni težko priti na intervjuje pa razmišljati o sebi tudi kot o znamki, pa kako se boste fotografirali? Ja, v bistvu to se je zdaj malo bolj začel, mogoče po uspehu v Avstraliji, ampak s temi medijskimi obveznostmi nikoli nisem imel nekega problema, nikoli nisem imel treme načeloma nastopati, tako da rad se pridružim na take stvari, kot so danes, zelo sem bil vesel, da lahko pridem in uživam v teh stvareh. Naj traja ta užitek. Lara, kako je bilo pri vas? Tudi vi ste se preselili še dlje kot Žiga. Kdaj se je začela ta vaša pot nekako profesionalizirati? Jaz bi rekla, da sem si od nekdaj želela nekako študirati v tujini, zato ker se mi zdi, da si s tem nekako razširiš ne samo kariero, ampak tudi samega sebe in se mi zdi za umetnika to zelo ena taka pomembna stvar, tako da nisem recimo planirala Amerike, ampak se mi je pač ponudila ta priložnost in sem jo sprejela. Tako da zdaj sem tam že 3 leta in se mi zdi, da mogoče bi rekla, recimo pri 14-15 letih se je nekako potem zacementirala
ta odločitev, da bom mogoče na svetovni karieri delala, ne na V Ameriko ste se pa preselili pri 16. Ja. Super. Zdaj, govorili smo o nekih uspehih, o nekih dosežkih, pa vendar poglejmo morda zdaj še malo na tisto drugo stran, ko ne gre vse po načrtih, ko se naša pričakovanja ne uresničijo, pa vendarle, morda, Lara, če začnem kar pri vas, kako se odzovete, ko, ne vem, pride do nekega pomankanja, ne vem, motivacije, želje, ko rečemo včasih padeš v luknjo in enostavno iščeš to pot na plano, na svetlo. Se to dogaja pogosto že v teh obdobju vaše kariere? Neuspeh recimo se dogaja mogoče relativno pogosto, ampak to je normalno, ampak recimo neka motivacija, da zgine ali pa mogoče ta želja, pa ne bi rekla, zaradi tega, ker delam to pač iz neke ljubezni in iz tega, da imam pač rada glasbo in rada to kariero in recimo ne delam v bistvu tega, kar delam samo zato, da bi bila, ne vem, najboljša ali pa zato, da, ne vem, zmagam na nekem tekmovanju, ampak je v bistvu nekaj nad tem, kar me žene naprej, ker je pa pač recimo ta ljubezen do glasbe in recimo mi ni problem iti nazaj v to motivacijo. Kaj pravzaprav je recimo neuspeh pri vas? Kaj štejete kot neuspeh? Mogoče, če primerjam s tem, kaj štejem kot uspeh, je recimo, ko pri nastopu nekaj poveš z glasbo, ko dosežeš to, kar je recimo skladatelj napisal, ko se dotakneš nekoga v publiki in ko recimo ne igraš preveč fauš. To je zmeri fajn. Ampak neuspeh je, ko veš, da si prišel na oder in odigral samo note. Mislim, zato ker daš neko tako osebno izkušnjo samega sebe in pač tudi vseh teh, ki so prišli pred tabo in recimo si v tem enem momentu z vsemi temi, ki so recimo v publiki in si v tem enem momentu sam s sabo in s skladateljem in skladbo in je neponovljiv ta moment in če ga zapraviš, si ni dober občutek. Tako da to bi jaz rekla, da je neuspeh. Zdaj pa recimo, ne vem, na nekih tekmovanjih pa ja, pač če nisi prvi, ne, ampak ni pa recimo to point, po mojem, za mene. Zanimivo. Žiga, kako vi gledate na ta neuspeh, oziroma kaj je tisto, kar vas v tem trenutku najbolj motivira, najbolj žene naprej, da trenirate vsak dan, da ste pripravljeni, da se konec koncev v teh letih seveda tudi morate odreči določenim stvarem, ki jih morda vaši sovrstniki uživajo in jih izkoriščajo vsak dan? Ja, v bistvu moj nek dolgoročen cilj je v bistvu postati profesionalni teniški igralec. Nek cilj je top 10 na svetu. To je velik cilj, ampak ja, v bistvu zmeraj pravim, da je treba imeti visoke cilje. Zmeraj sem imel visoke cilje, tudi če ne dosežeš vse, si večinoma zelo blizu, tako da je še kar v redu. Ampak ja, če pa govorimo glede teh neuspehov pa to, iz svojih izkušenj sem videl, da v bistvu je vrhunski šport sestavljen iz vzponov in padcev in je v bistvu pomembno, da tudi, ko je padec, da držiš glavo pokonci in ponavadi po tem padcu pride velik vzpon in se lepe stvari začnejo dogajati in ja, da nikoli ne upaš. In to se mi zelo podobno, kar smo slišali prej, ko je Janez govoril, da po največjem padcu ponavadi pride največji vzpon, kar se tiče skladov, ampak dobro, slišali smo Žiga, se mi zdi, kot izstopa je izstrelil, kaj je njegov cilj. Ne? Katja, ko ste vstopali v ta svet profesionalnega športa in tako naprej, vam je bilo tudi jasno, kaj pravzaprav želite doseči in kaj je vaš cilj in tisti fokus, kateremu ste pač podredili vse? Zdaj Žiga ima prednost pred mano, ne, ker se mu to zdaj dogaja. Jaz moram iti fejst dosti nazaj, da se spomnim, kaj sem takrat razmišljala. Ampak ja, seveda, dejansko je bil to cilj doseči nekaj oziroma priti na vrh. Ne
Zdaj, vsak športnik, zdaj težko bom rekla, da obstajajo športniki razne rekreativnih, ki si ne želijo zmagovati, ne? Ker pač športniki imamo to v krvi, verjetno tudi pri vas, no, čeprav je bilo tu malenkost drugače povedano, ampak ja, to imamo v krvi in mi želimo zmagovati, ne? In jaz vedno rečem, da to je tista prednost, ki jo športniki prenesejo potem tudi v nadaljnje življenje, ne? Ker mi se nikoli ne predamo lahko, ne? In to je zelo velika vrlina, ki jo imamo. Peter, pri vas seveda poznamo zgodbo tega vzpona in vrhunca in potem padca in potem spet vzpona in tako naprej. Pa vendarle, vprašanje gre bolj v to smer, kako pravzaprav vi gledate kot športnik, da zgradite nek pravi odnos oziroma da se na nek ustrezen, pravi način odzovete na to dilemo, ko gre za neka lastna pričakovanja, osebna pričakovanja, ki jih imate kot športniki, na koncu potem pričakovanja okolice vseh tistih, ki spremljamo, ki navijamo, medijev in tako naprej. Kako zgraditi ta pravi zdrav odnos med tema dvema poloma? Ja, v bistvu jaz kot športnik sem imel veliko časa zgraditi ta odnos med, bom rekel, okoljem in s mano kot športnikom. Na začetku mi je šlo kar zelo dobro, ker sem, bom rekel, 6-7 let bil, bom rekel, na dvigovanju svojih rezultatov, so bili ti rezultati vedno boljši. Ko pa se to nekako obrne, je pa pričakovanje in medijev, sponzorjev, tudi navijačev so nekaj časa še kar zelo visoka, ti pa nekako tega, kar vsi drugi pričakujejo, tudi sam nekako upaš, da bo ne dostavljaš. In takrat se mi zdi, da je predvsem pomembno, da ti ljudje še zmeraj zaupajo in da si na podlagi tvojih preteklih rezultatov vzpostavil tak odnos, da te ne zanemarijo, ampak da te ljudje še vedno podpirajo in da v bistvu ugotoviš, da ne da od tebe pričakujejo uspeh ali pa zahtevajo od tebe uspeh, ampak da ti ga v bistvu samo zelo privoščijo. In s tem, ko sem jaz ugotovil, da ne da zahtevajo drugi, da jaz uspem, da so samo zelo veseli za moj uspeh, takrat je tudi meni postalo malo lažje. Zelo dragocena popotnica se mi zdi to za vse mlade športnike tule. Največ pričakujete seveda športniki sami od sebe. Ko ste omenjali, Peter, to, da ste zgradili dokaj spoštljiv odnos z javnostjo, ne? To vam zelo pomaga zdaj tudi v novih vlogah in govori se, da ustanavljate tudi fundacijo, ki bo nosila ime Peter Prevc. Lahko že kaj več razkrijete o tem? Razen imena, lahko potrdite, če imam pravo ime. Ja, ime fundacije Peter Prevc drži, ustanovila sva jo skupaj z ženo in še parimi dobrimi podporniki. Bom rekel, do tega koraka je prišlo, ker hočva ne samo, bom rekel, športu nekaj vrniti, ampak predvsem vsej družbi. Namen fundacije ni deljenje denarja in sredstev, zato imamo sponzorje, ampak je predvsem, bom rekel, da sem s svojim krogom, ki jih poznam, lažje pridem do ljudi, deljenje je pa predvsem znanja, izkušenj, ne mojih, ampak od različnih strokovnjakov z področji in od vzgoje, tudi izobraževanja, da, bom rekel, postavljamo zdrave temelje za družbo in za športnike in s tem, bom rekel, vrnem nekaj, kar je meni družba dala. Se pravi, delali boste z aktivnimi športniki ali s tistimi, ki končujejo kariero? V bistvu se mi zdi, da je dobro začeti kar pri otrokih. To se pravi, ko otrok vstopi v nekako izobraževalne ustanove, ni nujno, da je sploh športnik. Namen fundacije je predvsem ozavestiti zavedanje, koliko gibanje pomeni, koliko gibanje doprinese k rasti človeka, potem koliko ukvarjanje z eno aktivnostjo prinese, da človek na dolgi rok pridobi veliko. In pa ne nazadnje nekaj, kar mogoče se marsikdo tukaj od športnih pedagogov ali pa kdo ne strinja. Jaz sem
nekako nisem zagovornik zgodnje specializacije v nek šport ali pa v neko dejavnost in bo namen fundacije tudi ozavestiti o tem, da mi moramo znati se gibati na širokem področju in da se lahko specializiramo kasneje. Tako kot je šola, najprej osnovna, potem srednja, potem se pa specializiramo. Zelo dobro, vam želim vse dobro pri tej fundaciji in seveda se priporočamo, da nas obveščate in bomo z veseljem sledili vašim dejavnostim in verjamem, da vam bodo ob vseh teh plemenitih namenih zelo prav prišle tudi zgodbe uspešnih zdajšnjih športnikov in umetnikov. Žiga in Lara, tukaj bi vaju prosila, morda če z nami delita svoj urnik, ker se mi zdi pomembno, da mladi ugotovijo, koliko v bistvu se da narediti v enem dnevu, koliko lahko človek v tem krasnem obdobju naredi zase. Se pravi, čisto enostavno, da nas malce popeljete skozi nek tak svoj tipičen dan, povesta, kdaj imate obroke, kdaj trenirate, kdaj vadite. Ja, če govorim glede tenisa zdaj, je odvisno v katerem obdobju. Zdajle recimo. Ja, če govorimo rečemo prejšnji teden, tale teden, ko sem bil še na Malorki, sem še treniral. Ja, ponavadi ostanem okrog 7 na zajtrk, pol imam odvisno, ali imam trening že ob 8 zjutraj, pa potem kondicijo, ali pa glih obratno, imam kondicijo najprej, pa pol tenis. Tako da kondicija zjutraj je približno ura pa pol, včasih 2, tenis je 2 uri pa pol, potem ponavadi kosilo, zmeram grem spat po kosilo, zato ker sem res utrujen od jutranjih aktivnosti, tam ene pol urce do 1 urco zmeram spim. Pa ja, ponavadi popoldne imam še en tenis, to je pa zdaj odvisno od obdobja, koliko dolg je ta trening, lahko je ura pa pol, lahko je 2 uri. Potem, če me kaj boli ali pa kaj tasga, je tam fizioterapeut za mene, kakšna masaža, recovery in pa te stvari. Ja, potem po vseh teh aktivnostih pa ponavadi šola, če imam kakšne obveznosti, ali pa sam pač počivanje od vsega dneva. Spat greste kdaj? Spat grem ponavadi kar hitro. Tako na turnirjih zmeraj rečem, da grem spat ob 9, kar je tudi res. Tako da v Avstraliji pa ja, na vseh turnirjih sem hodil spat ob 9, da se res naspim in imam naslednji dan ta pravo energijo za igrati. Takole med treningi pa ponavadi najkasneje 15-10. Zelo dobro. Lara? Večinoma, oziroma recimo, če opišem na ta semester, sem se zbujala ob recimo 5 zjutraj, da sem lahko ob 6 bila v Vadencah, ker so se pač takrat odprle, drugače bi bila mogoče že celo prej. Ampak ja, potem imam pač različne dneve, ponavadi se mi pouk ne začne do recimo 11:30, kar je super, ker to pomeni, da imam v bistvu od 6 do takrat čas, da vadam in pač da grem na zajtrk seveda recimo ob 7, se pravi vadam preden začnem neko tako normalno rutino. Potem pa odvisno pač od dneva, lahko imam vmes pouk, lahko imam kako uro ali pa kaj, ampak recimo med tem poukom, se pravi, ko imam pauzo, pač v bistvu ni pauza, ker grem vedno vaditi, potem pač jem kosilo, grem še na kak pouk in potem spet vaditi. Potem zvečer imamo dvotedenske cikle orkestra, se pravi recimo od 7 do pol 10 imamo orkester in pol grem spat. Tako da, kdaj je pol? Recimo ob 10, če imamo orkester recimo mogoče malo kasneje, ampak drugače pa, če ga nimamo, pa vadam recimo do 9 in potem grem tudi spat. Tako kot Žiga, se mi zdi to zelo pomembno, še posebej, če vstajaš zgodaj zjutraj, ker drugače nimaš enostavno energije. Ste že razkrila del zmagovalnega recepta, ne? Zelo dobro. Pejte spat. Pejte spat pravočasno. Zdaj pa prosim, vzemite telefone, to ni del zmagovalnega recepta, izjemoma vas zdaj prosimo, da vzamete spet telefone in zastavite kakšno vprašanje. Že 2 zelo, zelo dobri vprašanji. Mladi in stari upi. Žiga, kar vi začnite, prosim. Kaj je naslednji cilj? Nek cilj za letos mogoče, se pravi, nek splošen cilj za to sezono je bil osvojiti pač mladinski Grand Slam, kar sem v prvem turnirju naredil, tako da
to je bilo kar v redu. Zdaj, čez par tednov prihaja še mladinski Roland Garros, se pravi drugi Grand Slam na pesku v Parizu. Cilj ga je seveda osvojiti, če bo šlo. In pa nek tak, ja, mogoče kasnejši cilj za konec sezone, pa da bi bil prvi mladinec na svetu na lestvici. In pol v bistvu naslednje leto tranzicija na bolj profesionalne turnirje. Tudi že to sezono bom večinoma igral članske mednarodne turnirje, ampak ja, naslednjo leto je pa pač fokus sam na tistih turnirjih. Lara? Jaz mogoče nimam toliko specifičnih ciljev, ker žal nimamo mogoče Grand Slamov pa tega, ampak to poletje bom imela ene par masterclassov, kak festival, nastope in tako da čim več v bistvu se pokazati, čim več nastopati, čim več deliti čim več glasbe s čim več ljudmi, potem pa tudi kako tekmovanje, manjše, večje. Naslednje leto bom verjetno spet šla na tekmovanje Teamspeak, kar sem tudi že v preteklosti tudi naredila. Ampak dolgoročni cilj pa ostaja neka pač mednarodna kariera, se pravi recimo, ne vem, ali v kakšni komorni zasedbi, se pravi kvartet ali pa kvintet, ali pa recimo kot solistka z orkestri, potem pa kakšna stalna služba v orkestru bi bila zelo zaželena, tako da to bo tudi. Bomo zelo držali pesti. Ja. Ko menite službo, so vaju poimenovali stari upi, se mi zdi čisto legitimno poimenovanje. Kaj je bila vajina prva služba po koncu kariere? To je zelo pomembno področje vsakega športnika. Kaj je prva služba po končanju kariere? Pač športniki večinoma se ne zavedajo, da ni rezultat samo tisti, ki skozi kariero šteje, ampak tudi priprava, ker enkrat se ta pot konča. Zdaj, če je vse po sreči, je lahko ta športna pot nekoliko daljša, ampak vseeno se zaključi, ne nazadnje ne gre več biti vrhunski športnik. Če pa je smola, pa se lahko ta športna pot tudi zelo hitro konča in moja se je končala že pri 23 letih, tako da dejansko sem zelo malo bila v tem res vrhunskem športu. Osvojila sem medaljo, osvojila sem olimpijsko medaljo, zelo dobre rezultate, kar mi je dalo dobro popotnico, ampak vseeno tisti prehod je bil pa, bom rekla, kar dokaj težek. Nisi na njega pripravljen, ker te večinoma seveda sam se na njega ne pripravljaš in tudi okolica te ne pripravlja. In to je eden izmed pomembnih poti. Zdaj Peter je zelo dobro orisal to situacijo. Žiga sem samo čakala, ko je opisoval svoj dan, ali bo vključena tudi šola ali ne bo. To je pri športniku zelo pomembno in Žiga je tudi to povedal. Zavedamo se, da tudi vrhunski športniki, marsikdo reče, pa ne morem. Žiga je, lahko rečemo, res vrhunski športnik, pa najde čas za šolo in to je ena od stvari, ki se vsak športnik, mladi športnik mora zaupati. In da pa odgovorim na moje vprašanje, jaz sem se ful iskala, kaj zdaj narediti. Najprej športno, pa športno trgovino, pa turizem, pa šport sta povezana. Pač ni bilo nekoga, ki bi me vodil, ki bi me mentoriral, ki bi mi pomagal, rekel, to je mogoče prava pot, to ni prava pot. In jaz sem se pač odločila potem še za dodatni študij. Na koncu sem pa pristala v podjetju 8 ur, kar pa za nobenega športnika ni najboljša izbira, sploh za nekoga takega, tako kot sem prej rekla, ki smo usmerjeni v cilje, ki želimo nekaj doseči. In tu je kar nekaj, ampak mislim, da je to ena taka tema, ki zahteva bistveno več časa, da bi jo mogoče mladi športniki lahko razumeli. Morda za naše naslednje druženje. Dobra ideja. Jaz bom tako rekel, kot športnik imaš ti pred sabo samo en cilj, samo nekaj gledaš, to je tvoj uspeh v športu. Tako kot je Katja rekla, šola je pomembno mesto, da jo narediš. Se mi zdi pa, da športnik težko med kariero ugotovi, kaj ga izven športa sploh veseli. In da ima športnik potem po končani karieri čas in priložnost, da lahko več stvari proba, poizkusi, se mi zdi, da je to
potrebno in pomembno. Jaz sem imel, bom rekel, privilegij, da sem si lahko vzel kar eno leto malo počitka oziroma iskanja, kaj bi rad počel. Je že cene uvodoma to tudi dal na tapeto. Dolg čas in tako naprej. Ne? Tako, ampak bom rekel, pol leta pa še počivati, pol bi pa možgani radi nekaj delali. Tako da moja prva služba je bila takrat nazaj na Smučarski zvezi, kjer še zdaj, bom rekel, pomagam oziroma sodelujem pri razvoju opremo za smučarske skoke. Vmes se pa ukvarjam in poskušam še druge stvari. Ena stvar je seveda fundacija, druga stvar je v Trovniku, Žirovnici, tretja stvar je govore imam po podjetjih, tako da vidim, kam me bo, bom rekel, strast najbolj potegnila. Odlično. Za zaključek morda vprašanje, ki mislim, da tudi največ naših gostov zanima, udeležencev. Žiga, kako si se počutil, ko si osvojil ta Grand Slam v Avstraliji? Ja, v bistvu takoj po tistem, ko sem ga osvojil, še niti nisem vedel, kaj se je naredil, zato ker se je v bistvu cel teden zelo hitro odvil, zelo sem užival čez cel teden. To je bilo v bistvu 8 dni vse skupaj v Melbourneu. In pa v bistvu takoj po finalu smo imeli z mamo in pa bratom čez 3 ure že let nazaj v Evropo, zato ker me je čakala reprezentančna tekma za Davisov pokal v Velenju in je v bistvu kapetan Grega Žemlja rekel, da bi me rad čim prej imel nazaj, tako da nismo imeli izbire in smo takoj šli nazaj. Ja, sem na letalu niti nisem veliko razmišljal, ampak pol, ko sem nazaj podoživljal, ja, sem bil v bistvu zelo ponosen sam na sebe, zelo sem v bistvu lepo spel ta teden, ostajal sem v neki koncentraciji čez cel teden. Omenil sem že v prejšnjih intervjujih, da nisem uporabljal telefona veliko. Ja, v bistvu ljudje so mi pisali in čestitali tudi že med tednom. Vsem sem sicer odpisal pol nazaj, ampak probal sem glavo imeti osredotočeno sam na tenis, ne na preveč različnih stvari in se na koncu tudi izplačal. Odlično, super, da se te občutki povrnejo pred Parizom in držimo pesti. Najlepša hvala vsem, izjemni ste bili, vse dobro na vseh vaših poteh. Hvala lepa. Hvala.